Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o odkritju novega pritlikavega planeta, ki je pozornost vzbudil s svojo veliko oddaljenostjo od Sonca in precej čudno orbito. Pokukali bomo v svet astropokrajinske fotografije in si pogledali, kako nam plinska raztrganja zvezd odkrivajo skrite supermasivne črne luknje. Za konec pa še nekaj besed o naši Luni. Gremo. Daleč stran od Zemlje, v hladnem delu Osončja onkraj Neptunove orbite, se nahaja pritlikavi planet. Na oddaljenosti 13,5 milijard kilometrov je tako temen, da se je do sedaj skrival pred našimi teleskopi. Ampak skrivalnice je konec. 21. maja se je na seznamu znanih objektov Osončja pojavil nov objekt z oznako 2017 OF-201. 2017 v imenu pove, da je bil objekt prvič detektiran tega leta, ostale črke in številke pa povejo, na katerem mestu v seznamu odkritij tega leta se objekt nahaja. Objekt, recimo mu objekt 2017, so našle kamere pregleda neba Dark Energy Camera Legacy Survey. Ta pregled neba se izvaja s 4-metrskim teleskopom, ki stoji v Čilu. Mogoče vam je ta pregled neba znan, saj se večkrat pojavi v novicah zaradi zanimivih odkritij povezanih s širjenjem vesolja ali pa z razvojem galaksij. Tem temam je namreč projekt namenjen, ampak med neprestanim opazovanjem neba se v kamero ujamejo tudi nepričakovani objekti, v tem primeru še neznan objekt zunanjega dela Osončja. Astronomi so zbrali vsa opazovanja objekta, skazalo se je, da je bil v intervalu 7 let detektiran večkrat. V tem času se je objekt glede na oddaljene zvezde premikal po nebu, kar je astronomom omogočalo izračunati njegovo orbito. Izkazalo se je, da gre za zelo oddaljen objekt, ki se nahaja onkraj orbite Neptuna. Neptun, 8. planet po vrsti od Sonca, se od Sonca nikoli ne oddalji več kot 30 astronomskih enot in ima precej krožno orbito. Naj vas spomnim, da ena astronomska enota je enaka povprečni razdalji med Soncem in Zemljo. Sploščenost oziroma eliptičnost Neptunove orbite je majhna, a novi objekt 2017, ima izredno sploščeno orbito. Soncu se najbolj približa na 45 astronomskih enot, ko je pa od Sonca najbolj oddaljen, je med njim in Soncem kar 1630 astronomskih enot. Trenutno je objekt od Sonca oddaljen okoli 90 astronomskih enot. Tako sploščena orbita in velika oddaljenost od Sonca pomenita, da je obhodni čas objekta okoli Sonca izredno dolg, skoraj 25.000 let. Premer objekta 2017 je približno 700 km, torej gre za precej veliko stvar. Za primerjavo, velik je približno za tretjino velikosti Plutona. Zato si zasluži ime to oznako pritlikavi planet. Čestitke. Objekt vidimo, ker je trenutno skoraj v Soncu najbližji točki v svoji orbiti. Izkaže se, da s trenutnimi teleskopi lahko objekt vidimo le v 0,5% njegove orbite. Torej smo imeli res srečo, da smo ga našli. To pa pomeni še nekaj. Takšnih objektov
mora biti v oddaljenih delih Osončja še kar precej. Morda jih je več 100, le videti jih ne moremo. Poznamo sicer že kar nekaj pritlikavih planetov onkraj Neptunove orbite, najslavnejši med njimi je seveda Pluton, potem so tu še Eris, Haumea, Makemake in še nekateri drugi, ampak vsi ti imajo veliko manj sploščeno orbito in se zato, recimo temu, lepše obnašajo in jih je lažje spremljati dalj časa. Poznamo pa tudi nekaj objektov, ki imajo prav tako kot objekt 2017 zelo sploščene orbite, a ti so za faktor 2 ali 3 manjši od objekta 2017 in zato je odkritje slednjega tako zanimivo. Odkritje pritlikavega planeta s tako ekstremno orbito je zanimivo tudi v povezavi s planetom 9. Nekateri znanstveniki napovedujejo, da naj bi v zunanjem delu Osončja obstajal planet z maso med 5 in 10 masami Zemlje, poimenovali so ga planet 9. Idejo so dobili potem, ko so opazili, da imajo znani najbolj oddaljeni objekti v Osončju orbite poravnane. Torej njihove orbite ne ležijo povsem naključno, ena glede na drugo. Za poravnavo naj bi bila odgovorna gravitacijska interakcija s planetom 9. S to sicer zanimivo teorijo se veliko drugih znanstvenikov ne strinja in obstoj pritlikavih planetov s tako ekstremnimi orbitami, kot je orbita planeta 2017, je voda na mlin skeptikom. Sedaj vemo, da je tam zunaj še veliko planetoidov takšnih velikosti, le vidimo jih ne. Poravnanost orbit drugih oddaljenih pritlikavih planetov je torej mogoče le posledica opazovalnih okoliščin. Mogoče. Fotografski blog Capture the Atlas je predstavil rezultate 8. tekmovanja za najboljšo fotografijo Rimske ceste. Med 25 najboljšimi je tudi fotografija slovenskega fotografa Uroša Finka. Najprej nekaj besed o fotografiji. Rimska cesta je seveda ogromna. Upam, da ste jo že imeli kdaj priložnost videti z lastnimi očmi, zato morate seveda iti nekam, kjer ni svetlobnega onesnaženja. Če je pa niste, morate vedeti, da se razteza čez večji del neba. Fotografije Rimske ceste oziroma predstavitev končnega izdelka se lahko lotimo na 2 načina. Znanstveniki se običajno odločijo za predstavitev projekcije. Pomislite na zemljevid Zemlje. Če hočemo površje krogle predstaviti kot neko pravokotno sliko, moramo uporabiti neko projekcijo. Za Zemljo običajno uporabljamo Mercatorjevo projekcijo. Nastala 2D slika oziroma zemljevid je tako sicer fajn za pogledati, ampak se moramo zavedati, da ne daje povsem prave slike. Recimo, bolj ko se odmikamo od ekvatorja, bolj je slika izkrivljena. Grenlandija in Antarktika sta v resnici manjši, relativno glede na Afriko, kot ju prikazuje projektirana slika. No, podobno lahko narišemo projekcijo neba in dobimo 2D zemljevid, pri čemer je navada, da se Rimsko cesto nariše kot ravno sled na sredini zemljevida. Takšna projektirana slika Rimske ceste pa nekako izgubi na avtentičnosti in astrofotografi raje Rimsko cesto prikazujejo v, recimo temu, naravnem okolju. Torej, tako kot bi jo videli v naravi. Videli seveda pod narekovaji, saj naše oči nimajo enakih lastnosti kot kamere. Rodila se je tako imenovana astropokrajinska fotografija. V tem primeru spodnji del slike zavzema nek motiv na Zemlji, zgornji del pa Rimsko cesto. Seveda, da je takšna slika zares zanimiva, moramo izbrati dober motiv, obvladati fotografsko tehniko,
vedeti, kako procesirati slike in tako naprej. O tem sem pred kratkim govoril z Urošem Finkom za oddajo Heureka, Radia Trst A. V zapiskih prilagam povezavo do oddaje, če bi si jo kdo rad poslušal. No, eno izmed tekmovanj, posvečenim astropokrajinski fotografiji, organizira fotografski blog Capture the Atlas. Tokrat so organizirali že 8. tekmovanje. Zanimivo je, da je bila ena izmed zmagovalnih fotografij tokrat prvič posneta iz vesolja. Fotograf je bil astronaut Don Petit. Lahko si predstavljate, da ni enostavno posneti fotografijo ob tem, ko se giblješ s hitrostjo malo več kot 27.000 km/h. Uroš Fink je že večkrat sodeloval na tekmovanju in bil tudi večkrat uspešen. Tokrat je posnel zimsko pravljico v avstrijskem parku Dobrač. Nad neokrnjeno snežno odejo se razteza rimska cesta, okrašena z rožnatimi meglicami in osvetljena z zodiakalno svetlobo. Preostale fotografije si lahko ogledate na spletni strani tekmovanja. V zapiskih najdete link. V vesolju nihče ni varen. Še posebej ne zvezda, ki se preveč približa supermasivni črni luknji. Rezultat takega bližnjega srečanja je raztrganje zvezde. Gremo nekaj korakov nazaj. Večina galaksij ima v svojih središčih supermasivno črno luknjo. Še posebej med velikimi masivnimi galaksijami ima praktično vsaka svojo črno luknjo. In te črne luknje imajo maso od nekaj 100.000 do več milijard mas Sonca. Večja oziroma masivnejša kot je galaksija, masivnejša je črna luknja v njenem središču. Kaj se zgodi z zvezdo, ki se takšni črni luknji približa? Bližje, ko je zvezda črni luknji, bolj čuti njeno gravitacijo. Sila gravitacije hitro pada z razdaljo od črne luknje. Ko je zvezda črni luknji zelo blizu, je sprememba gravitacije z oddaljenostjo tako velika, da zvezda na eni strani, torej na tisti bližnji črni luknji, čuti veliko močnejšo silo gravitacije, kot pa na strani, ki je oddaljena, ki je obrnjena stran od črne luknje. Razlika v sili gravitacije zvezdo razteza in jo naposled raztrga. Temu pojavu pravimo tudi plimsko raztrganje zvezde. Od zvezde po raztrganju torej ostane le še plin, del plina se porazporedi okoli zvezde v disk, pravimo mu akrecijski disk. Pri raztrganju se sprosti veliko energije, izseva se veliko svetlobe, galaksija nenadoma zažari, postane veliko svetlejša in tako lahko tudi mi na stotine milijonov ali pa celo več milijard svetlobnih let stran vemo, da je v neki galaksiji raztrgalo zvezdo. Raztrganja zvezd niso nič novega, seveda so zanimivi pojavi sami po sebi, so pa tudi zanimivi, ker nas lahko nekaj naučijo o črnih luknjah samih. In tu pridemo do nedavne novice. Avgusta 2024 so astronomi opazili, da je galaksija, oddaljena okrog 600 milijonov svetlobnih let, močno zasvetla. Gre za relativno masivno galaksijo, ima podobno maso kot naša galaksija, je pa drugačne oblike. Nima spiralnih rokavov, je bolj eliptična. V središču galaksije je supermasivna črna luknja, verjetno z maso okrog 200 milijonov mas Sonca. In to je zelo veliko, mogoče celo preveč. Supermasivne črne luknje so hecne, v primeru zelo masivnih črnih lukenj je razlika v gravitacijski sili na različnih straneh zvezde premajhna, da bi zvezdo raztrgali. V tem primeru zvezda enostavno pade v črno luknjo. Kako je torej mogoče, da je v tej galaksiji prišlo do raztrganja zvezde? No, podrobnejši pogled je pokazal, da je raztrganje nastalo precej daleč od središča galaksije. Predaleč. Astronomi so prišli na dan z naslednjo idejo. V tej galaksiji mora biti še ena supermasivna črna luknja, ki ni v središču. Račun pokaže, da ima ta najverjetneje maso okrog
100.000 do 1 milijona mas Sonc. Kako se je druga črna luknja znašla v tej galaksiji? Najverjetneje je galaksija rezultat združitve dveh manjših galaksij in vsaka od teh je imela svojo črno luknjo. Zanimivo mi je, da nam lahko na videz nekaj tako nepomembnega, kot je to, da galaksija za nekaj tednov ali pa mesecev sveti malo več kot običajno, da vse te informacije. Ampak to je astronomija. Svetloba nosi veliko več informacij, kot se zdi na prvi pogled. Samo prebrati jih je potrebno znati. Če bi želeli vedeti več o plimskih raztrganih zvezd, si poslušajte najnovejšo oddajo Hevreka, v kateri sem o teh vesoljskih dogodkih med drugim govoril s slovenskim znanstvenikom Tajom Jankovićem. O Luni se skoraj vedno da kaj povedati, zato jo tudi danes ne bomo pozabili. Poglejmo si na kratko nekaj novic povezanih z Luno. Nekatere kamnine, ki so jih astronavti misij Apollo prinesli z Lune, nosijo zapis močnega magnetnega polja. Ampak Luna nima magnetnega polja. Kaj se torej tukaj dogaja? Nova simulacija je pokazala, da bi trk večjega asteroida z Luno pred več milijardami let lahko za nekaj časa ojačal šibko magnetno polje, ki ga je Luna takrat še imela. In dokler je bilo magnetno polje izredno močno, kar je verjetno trajalo zelo malo časa, mogoče celo zgolj 1 uro, je lahko pustilo odtis na kamninah. Za potrditev teorije bo potrebno še malo počakati, potrebno bo dobiti novo kamenje z delov Lune, kjer naj bi bil magnetni odtis, če verjamemo teoriji, še posebej močan. Pristajalnik Resilience, to je pristajalnik privatnega japonskega podjetja, naj bi se 6. junija spustil na površje Lune, in sicer na površje znano kot Mare Frigoris. Pristajalnik ima 5 znanstvenih instrumentov, nos pa tudi nek mini rover. Držimo pesti, da bo pristanek uspešen. In še pogled v nekoliko bolj oddaljeno prihodnost raziskovanja Lune. Rusija in Kitajska sta podpisali memorandum, da bosta na Luni zgradili jedrski reaktor. Projekt naj bi zaživel leta 2036. Reaktor bo poganjal Lunino raziskovalno postajo, gradnja reaktorja in začetna leta postaje naj bi potekala brez človeške prisotnosti, si pa oba vesoljska naroda želita, da bi čim prej na Luno stopili tudi ljudje. Zanimivo, da novica prihaja v bolj ali manj istem obdobju, ko Američani klestijo proračun za raziskovanje Lune. Zaenkrat počakajmo, kaj bo, je pa res, da so Kitajci zadnja leta, vsaj kar se tiče projektov povezanih z Luno, zelo uspešni. Mimogrede, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani si še vedno lahko ogledate razstavo posvečeno Luni. To je bila 17. epizoda podcasta Portal v vesolje. Hvala, ker ste bili z mano do konca. Če imate kakšno vprašanje ali komentar, lahko pišete na portalvvesolje@gmail.com ali pa nas vprašate kar prek portalov, kjer se nahaja podcast. Naslednja epizoda se bo na vašem podcast ponudniku pojavila čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.